Lunolaj. Na Luni je ponavadi nebeški mir. Le enkrat na leto to čudovito spokojnost grdo zmoti rožljanje, šklepetanje in drdranje polnega avtobusa. Kot sitne mušice pred hudo poletno nevihto pripotujejo z njim roji brezzimnih, a strašno nadležnih obiskovalk. S kanglicami in lopatkami odvršijo na mirne obale Luninih jezerc in prinesejo nad srebrne Lunine vrtove same križe in težave. Stari gospod Lun je nadležnice že vse prevečkrat videl in slišal. Vsako leto ob njihovem prihodu je skrbno zaklenil in trdno zapahnil vrata svoje hiške, z deščicami in žebljički zabil še odprtinico za pošto, ter sedel v svoj globoki, udobni naslonjač, obdan s kupi in kupčki globokoumnih knjig. V kupček se je zvil tudi gospodov mali kuža Lunolaj. Gospod Lun si je nato predstavljal, da je nekje daleč, daleč, čisto nekje drugje. In je kar ostal tam daleč, vse dokler nadležne obiskovalke niso odbrenčale domov. Kuža Lunolaj pa se je tičanju v zaprti hiški kmalu naveličal. Starega gospoda Luna je imel sicer zelo rad, vendar je pogrešal igro in zabavo. Poleg tega je bil strašansko radoveden. Kakšni neki so ti nezaželeni, čudni gostje. Opazoval je nenavadne pojavice, ki so prav nesramno luknjale rabarbaro in urno odvijale visoki fižol sprekelj. Lunolaju so kazale jezik in osle skozi okensko šipo in ga klicale, naj se pride igrat z njimi. Ko je stari gospod Lun zadremal v svojem globokem, udobnem naslonjaču, se je mali Lunolaj izmuznil skozi zadnja vrata. V družbo, v slabo družbo. Poredne obiskovalke so ga povlekle za ušesa in požgečkale pod brado. Pocrkljale so ga pogostile z medenimi kolački in z Luninimi okruški in ga pitale s kruhki s Kutinovo marmelado. Nazadnje je bil kuža okrogel kot napihnjen balon in bil je prepričan, da ima čudovite nove prijatelje, škratulje. Še najbolj čudovite so se mu zdele, ko so mu podarile par perutničk in kako sladko so se smejale, ko je poskakoval, se spet in spet prekucnil in krilil za palicami, ki so mu jih metale.
Stari gospod Lun ga je poklical na čajček, pa ga Lunolaj ni slišal. Bil je namreč strašno prezaposlen. Igral se je s svojimi strašno pametnimi novimi prijateljicami. Naučile so ga rabutati zrele češplje in jih spuščati v dimnik. Potem so čez široko zvezdnato nebo preganjali zaprašene Lunine vešče. Kar prekmalu so se škratuljam počitnice iztekle. Morale so na pot domov. Lunolaj je žalosten obsedel med njihovo prtljago. Prijateljic res ni hotel izgubiti. Ko so škratulje naložile svojo kramo v avtobus, so Lunolajeva bingljajoča krilca otožno bongljala. Pa so naložile še njega skupaj z vsemi spominki. Stisnile so ga med lepljive Lunine kamne in polomljene kanglice. Kuža pa je nekam globoko, v globino pasje dušice, potisnil misel na gospoda Luna. Svoje nove prijateljice je imel tako rad, da je kar vso dolgo pot skozi noč, obsijano z mesečino, veselo mahal z repom. Stari gospod Lun je iskal Lunolaja po vseh omarah in omaricah, policah in poličkah, predalih, škatlah in košarah. Iskal ga je po vseh zaraščenih kotih svojega nekoč urejenega vrta. Iskal ga je med peščenimi gradovi na srebrnih plažah Luninih mirnih jezer. Klical ga je in klical, na koncu pa je le spoznal, da je bil Lunolaj predaleč. Daleč, predaleč, da bi gospoda Luna lahko slišal. V senčnih gozdovih nekega drugega, daljnega planeta se je mali Lunolaj podil za palicami in jih prinašal škratuljam. Naučil se je vseh njihovih zvijač. In zato se škratulje niso več zmenile zanj. Imele so dosti bolj zabavnih opravkov. Lastovkam so prekrižale vse poti, zamenjale in zamešale so vse vrste semen in tako povsem zmedle ubogo pomlad. Mali kuža se je hotel igrati z njimi, pa zanj niso imele časa. Imele so pač preveč opravka s streljanjem kozlov. Packe so ga klicale kar Cucek in ga odganjale št, št, št. Poklapani Lunolaj je s povešenimi krili občepel na visoki veji, javkal je in cvilil. Njegove prijateljice pa so se igrale z drugimi, novimi, zanimivimi živalcami. Videl je, kako so iz vseh po vrsti brile norce, kako so jih ščipale in žgečkale in kazale osle in
se jim smejale. In postalo mu je jasno, da pravzaprav sploh nikoli niso bile njegove prave prijateljice. Naenkrat mu je bilo zelo hudo. Bil je čisto sam in želel si je, da bi bil ob njem prijazni gospod Lun. Gotovo bi ga potolažil. Kako rad bi šel domov, je pomislil. Medtem je v tistih dolgih, samotnih dneh stari gospod Lun uredil srebrne vrtove in popravil vse, kar so grde škrtulje med počitnicami polomile. Lunolaja pa še ni bilo nazaj. Zato je Lun vzel s police veliko škatlo z orodjem, odstranil kupe zvezdnatega prahu izpred garažnih vrat in obrnil ključ v zarjaveli ključavnici. Kot velik, zlat krožnik je žarela okrogla luna in čez njene planjave je vzvalovala temna senca, ko je stari gospod zapustil svoj mirni dom in se podal na potovanje. Čas je bil, da poišče izgubljenega prijatelja. Vse povsod ga je iskal svojega lunolaja. Ko je dospel v mrakobne gozdove, že ni več upal, da ga bo še kdaj videl. Vendar je iskal dalje. Pretaknil je vse konce in kraje, dokler ni nekega mrzlega večera spet ušla luna in srebrnino odela listje. Tedaj se je med vejevje razlil čudno tuj in žalosten jok. A prav ta zvok je osrečil starega gospoda. Ko je mali lunolaj videl, kdo je prišel ponj, se je njegov jok preselil v razposojen lajež. Našla sta se. Kuža je poskakoval in perutničkal naokrog, dokler ga ni stari Lun ujel, ga objel in ga ovil svojim velikanskim, mehkim, toplim plaščem. In sta šla domov. Kadar dandanes nebeški mir in spokojnost na luni zmoti prihod tistih grdih, brezimnih, brezštevilnih poletnih obiskovalk, mali lunolaj in njegov najboljši prijatelj, stari gospod Lun, odideta daleč, daleč proč na čisto svoje počitnice. Kajti dandanes se Lun in lunolaj strinjata. Nihče ni tako zloben, nihče tako hudoben in nihče tako grdo poreden, kot so zlobne, hudobne in grdo pokvarjene škratulje. Dragi moji otroci, bodimo prijazni in strpni ter ne nagajajmo drug drugemu.
Dobrota bo vedno poplačana. Srečno!